Vesel sem, da je do tega prišlo in da smo do tega trenutka prišli. Vesel sem tudi, da imamo to čast, da vas lahko pozdravim tukaj v Glonarjevi dvorani v občini Duplek. Namreč letos mineva 10 let od tistega tragičnega dogodka, ko smo se prebudili v jutro, kjer smo dobili sporočilo, da bodo visoke vode pravzaprav presegle vse do zdaj neke znane parametre in do trenutka, ko sem pravzaprav kot novinec ali pa čisto frišen župan bil vržen v vodo in dobesedno smo se borili z nekim sovražnikom, kjer ni pomoči, kjer smo lahko samo čakali, da vidimo, kakšne bojo tiste najhujše posledice oziroma opozarjali ljudi, da tiste najnujnejše ukrepe in stvari naredijo, da se umaknejo v višje ležeče prostore in da na nek način delujejo kar se da mirno. Jaz verjamem, da je takrat tista intervencija bila pravi preizkus za vse nas. Takrat se dobro spomnim, da ko smo dan, dva potem imeli obisk predsednika takratne vlade, so vsi pohvalili intervencijo in takrat sem rekel, da v časih interventnih, ko je najtežje, znamo dobro nastopati, da pa nekoliko manj lahko pohvalimo sama umeščanja in postopke izgradnje protipoplavnih ukrepov, ker vemo, da smo v bistvu bili Dupleku čakali na protipoplavne nasipe od leta 1998 in dočakali 2015, žal 3 leta prepozno od tistih katastrofalnih dogodkov, pa vendarle smo verjetno vsi v občini Duplek zelo veseli, da je do tega vendarle prišlo. Zato smo tudi veseli, da smo dočakali drugo fazo protipoplavnih ukrepov, namreč zlasti na našem področju, še kljub temu, da smo nekako zaščiteni pred 100-letnimi in visokimi vodami reke Drave, še vedno v času, ko je visoka voda reke Drave in veliko padavin na našem področju, še vedno Dupleški potok oziroma Žiteški potok poplavlja in ogroža stanovanjske objekte. In verjamem, da bomo z temi ukrepi, ki so sedaj na vrsti v tej finančni perspektivi kohezije, tudi to uspešno izpeljali.